Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na gričku, okoli njega pa so se razprostirala zlata žitna polja. Ljudem v mlinu ni ničesar primanjkovalo in srečno so živeli. Nekega dne pa je mlinar zbolel. Ko je čutil, da se mu bliža zadnja ura, je k sebi poklical svoje 3 sinove. Poslušajte me, otroci moji, kaj vam imam povedati. Zelo sem star in čutim, da prihaja trenutek, ko se bomo morali posloviti. Odrasli ste že in prepričan sem, da se boste znašli tudi brez mene. Zato me ne skrbi. Le hudo mi je, ker vam nimam kaj prida zapustiti. Izrečem vam lahko le 3 stvari. Ker pa se nobena ne da razdeliti na 3 enake dele, boste morali biti zadovoljni s tistim, kar boste dobili. In mlinar je najstarejšemu sinu zapustil mlin, srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj naj stori s svojim mačkom. Lahko je mojima bratoma, nima ne grozi, ne revščina, ne lakota. Ampak kaj bom jaz, nesrečnež, počel s teboj, sivi mačkon? Mjav, ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, mrjav. Raje mi priskrbi škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, mjav. Pa te napravim srečnega in bogatega, mjav. Vem ja, da si stari premetenec. To dokazuje tudi množica miši in podgan, ki so se znašle v tvojih krempljih. Ne vem pa, kaj misliš, toda v tem položaju mi ne preostane drugega, kot da ti verjamem. Mlinarjev sin je vse svoje imetje povezal v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je, naj za njegovega 4-nožnega prijatelja naredi lep plašč. Krojač je debelo pogledal, vendar se je lotil dela, saj ga je čakalo plačilo. Mlinarjev sin in maček sta obiskala še klobučarja in čevljarja in maček je imel krasen plašč, klobuk s perjanico in lepe črne škornje. Šla sta iz mesta in mlinarjev sin se je usedel na kamen in žalostno zrl daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco. Mjav, kaj praviš, gospodar, mjav? Kakšen sem v tej obleki, mjav? Videti si kot kakšen grof, samo tega ne vem, kaj misliš s to obleko in kako mi boš pomagal. Mjav, to kar meni prepusti, mjav. Tule je kar pripraven kraj, mjav, da nastavim past in plen mi ne uide, mjav. Položil je torbo na travo, odprl odprtino z vejico in v torbo natresel pšenice. Potem se je skril za bližnjo drevo in čakal. Ni minilo veliko časa, ko so priletele 3 rebice in začele zobati žitna zrna. Bile so vse globlje v torbi, tedaj pa je izza drevesa skočil maček in zaprl torbo. Torbo je vrgel čez rame, se odpravil na kraljevi dvor in zahteval, naj ga spustijo pred kralja, češ da prinaša poslastice za dvorno mizo. Kralj ga je sprejel in obuti maček se je globoko priklonil. Mjav, spoštovani kralj, moj gospodar grof Karabas mi je naročil, mjav, naj vam v znak njegovega spoštovanja izročim nekaj pernate divjadi, mjav, iz njegovega lovišča, mjav. O, kako lepo! Pokličite kuharja, naj pripravi jerebice. Spoštovanega mačka pa odpeljite v zakladnico in mu napolnite torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko nese. Kralj je ob slovesu naročil mačku. Poroči svojemu gospodarju, da ga pozdravljam in se mu zahvaljujem za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Ta od silnega začudenja ni mogel izgovoriti niti besede, toda to je bilo šele prvo presenečenje. Naslednji dan je maček prišel na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila svojega gospodarja. Nekoč pa je izvedel, da se bosta kralj in njegova hčerka kraljična
peljala v kočiji na sprehod. Sklenil je izrabiti priložnost in stekel je k mlinarjevemu sinu. Mjav, gospodar, če me boš ubogal, mjav, ti sreča ne uide, mjav. Pojdi se z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem, mjav. Ne da bi veliko spraševal, ga je ubogal in medtem, ko se je kopal, je mimo pripeljala čudovita kraljeva kočija. Maček je kriknil. Mjav, pomagajte, pomagajte, mjav. Milostivi grof Karabas bo utonil, mjav. Ustavite kočijo! Grof Karabas! Da ni to tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga! Zviti maček je medtem, ko so služabniki hiteli proti reki, vrgel ponošeno obleko mladega mlinarja v grm in stopil k kraljevi kočiji. Mjav, ah, milostivi kralj, mjav. Mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča, mjav. Medtem, ko se je kopal, mjav, so se priplazili tatovi in mu ukradli dragoceno obleko, mjav. Naj eden od služabnikov takoj odide v grad in grofu prinese najdragocenejšo obleko. Mlinarjev sin je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Ker je bil visoke in vitke postave, je bil zelo všeč kraljični, ki je očetu prišepnila, naj povabi grofa Karabasa na kosilo. Ta je seveda urno zlezel v kočijo in sedel k kraljični. Obuti maček pa je skromno odklonil vabilo, naj sede k kočjažu, zadovoljno pomil tace in tekel pred kočijo, da bi do konca uresničil svojo prebrisano zamisel. Prispeli so do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Mjav, poslušajte, kosci, mjav. Kmalu se bo mimo pripeljal naš milostljivi kralj v svoji kočiji, mjav. Če vas bo vprašal, čigav je ta travnik, mjav, mu odgovorite, da je last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne boste storili, mjav, vas tako pretepa, mjav, da boste svoje kosti v vreči nesli domov, mjav. Kmalu je prispela kraljeva kočija in kralj je pomolil glavo ven. Kosci, čigav je ta prelepi travnik? Plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Šel je mimo velikega žitnega polja, kjer so žanjiči nosili snope v kopice. Mjav, poslušajte me, žanjiči, mjav. Kmalu se bo pripeljal v kočiji naš milostljivi kralj, mjav. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mjav, mu odgovorite, da so last plemenitega grofa Karabasa, mjav. Če tega ne storite, vas bom požrl kot miši, mjav. Vedeč, da se s čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanjiči prestrašili in ko jih je kralj vprašal, čigava so zlata žitna polja, je zaslišal. Plemenitega grofa Karabasa. Aha, lepo, lepo. Odpeljite naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu peljal kralj. Gospodar gradu je bil zelo glasen čarovnik, vendar je maček, ne da bi okleval, stopil pred njega. Tu je ta drzni pretepenec, ki moti moj mir. Mjav, visoko spoštovani in slavni gospodar, mjav. Po vsem svetu se je razširila slava vašega imena, mjav, in vaše čarovniške moči, mjav. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, mjav, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje, mjav. Toda moja sreča bi bila popolna, mjav, če bi se lahko na svoje oči prepričal o vaši čudodelni moči, mjav. No, dobro, naj ti bo. Abrdam tutam, panam. Pred presenečenim mačkom se je pojavil ogromen, strašen lev.
maček je ves iz sebe skočil za omaro. Mjav, imenitno sijajno, mjav. Samo ne verjamem, da bi se prav tako lahko spremenili v kakšno majčkeno zverino, mjav. Naprimer v miško, mjav. Oho, posmehuješ se mi. Aber dan tu tam, banan! V naslednjem trenutku se je lev spremenil v majceno sivo miško. Ne da bi se obotavljal, je maček planil nanjo in jo pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj utegnil vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasen grad, je po marmornatih stopnicah pritekel obuti maček, odprl vrata kočije in se globoko priklonil. Mjav, dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa, mjav. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše veličanstvo, mjav, in vzvišeno kraljično na skromen prigrizek, mjav? Seveda, prav rada sprejmeva povabilo. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, mu je ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljestva. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru poroka. Po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval celo kraljestvo in obuti maček je postal njegov dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil lovit miši in podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja vedno dovolj.